Gospa Blažič, ali na ministrstvu res želite uvesti alternativne metode uravnavanja populacije medveda, kot je recimo kontracepcija? Na ministrstvu vedno preverjamo nova spoznanja, nova dejstva in se potem seveda odločimo takšni, kot so predlogi stroke. Torej, glede sterilizacije smo mi že preverjali tudi pri tujih strokovnjakih in zaenkrat je odločitev, da na zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah v naravi te metode ne bomo uporabili. Ste se ob tem oddahnili, gospod Kovšca, in zakaj se nam dogaja, da medvedja populacija, da tudi stroka ugotavlja, da je medvedov enostavno preveč. Na Rakitni se ljudje bojijo iz hiša, ker medvedje brskajo po njihovih odpadkih. No, oddahnili se nismo zaradi tega, ker medved postaja vedno bolj politična kot pa strokovna tema. Zakaj to potrdite? To je predvsem v škodo medvedov. Zaradi tega, ker se z medvedji ukvarjajo ljudje in družbene skupine, ki iz tega kujejo svoj moralni in politični dobiček, v bistvu pa medveda niti ne poznajo. Marsikdo se ukvarja z problematiko medveda zgolj zato, da se pojavlja v medijih, da se lahko s tem promovira, s tem se pa medvedom kot vrsti dela škodo. Predvsem je pa medveda treba vedno gledati v sozvočju z ostalimi zvermi in vse jedi, ki živijo v naših prostorih, v naših habitatih. Medved ni nevaren samo človeku, ampak je konkurent tudi drugim živalim. V času, ko imamo prisotnost vseh velikih zveri, se pravi volkov, šakalov, medvedov, divjih prašičev, je treba gledati medveda ne samo kot posamezno vrsto, pač pa kot enega izmed konkurentov za isto hrano. Če se te vrste namnožijo, imamo velike težave. Ali postaja medved torej politično vprašanje in vi preveč popuščate ljudem, ki niso iz stroke, naravovarstvenikom oziroma tistim, kot pravi gospod Kovšca, ki iz tega zavzemanja za pravice medveda kujejo dobiček politični? Na ministrstvu upravljamo z zdravim medvedom v skladu z veljavno zakonodajo in pa seveda zakonodaja nas seveda navezuje tudi na stroko. Torej vse naše odločitve do sedaj so bile podprte z zakonodajo in pa s strokovnimi mnenji, raziskavami, ki smo jih pridobili v postopku. Res pa je, da zakon omogoča, da v teh naših postopkih sodelujejo tudi stranski udeleženci, ki imajo pač pravico povedati svoje mnenje. Ampak vi, gospod Kovšca, opozarjate še na to, da je bila odločba o odstrelu medvedov, letos izdana maja, če se ne motim, lani pa je bila aprila. Zakaj ta razlika in zakaj je to pomeni, da je bila ta odločba izdana mesec kasneje v praksi? No, jaz verjamem, da tudi ministrstvo ni samostojno pri teh odločitvah. Vse to je del neke širše politične slike. Če pogledamo, kdo v Sloveniji pravzaprav izraža politične vplive in pritiske na vlado, so to večinoma nevladne organizacije, ki so pa financirane od vlade. Njihova moč je čedalje močnejša. Država se iz upravljanja z divjimi živalmi, pa to ni v pristojnosti Ministrstva za naravne vire in prostor, ampak drugega ministrstva, deloma umika. V trikotniku, kjer smo se nekoč nahajali kmetje, lovci in država, ki je bila neke vrste mediator med interesi kmetov, da je divjadi čim manj, nas lovcev, da je divjadi čim več, se je iz tega umaknila, na svoje mesto je postavila okoljevarstvenike in zdaj država igra neko nenavadno vlogo zgolj opazovalca. Država se razglaša ne več za gospodarja oziroma lastnika živali, temveč za skrbnika dobrobiti živali. Na svoje mesto postavlja naravovarstvenike. To je mogoče za neko politično opcijo v nekem kratkem času rentabilno, dolgoročno pa povzroča konflikte, katerih žrtve so potem tako živali kot ljudje, v prvi vrsti kmetje. Kaj pravite na ta očitek in kaj bo zdaj, se bodo morali na Rakitni, ne vem, privaditi, navaditi, da bojo medvedje brskali po njihovih kantah za smeti, ne vem, da bomo čakali in čakali, kdaj se bo zgodil ta odstrel, ki ste ga dovolili, in vmes prazen prostor, srečanja nevarna ljudi z medvedom. Ne, te težave seveda ni. Na ministrstvu, še enkrat bom poudarila, rjavi medved je zavarovana živalska vrsta, v populacijo lahko posežeš, če so izpolnjeni pogoji določeni zakonom. Mi v vsakem primeru, ko se izkaže tako kot na Rakitni, da je ogroženo življenje, zdravje in varnost ljudi, celo izdajamo ustne odločbe. Upravljavci lovišč so usposobljeni in te odločbe izvršijo.
So primeri, ko je to težje, tako kot se je zgodilo na Rakitni, ampak mi pripravljamo tudi za to rešitev, predlagana je sprememba zakona o ohranjanju narave, kjer bo dopustila tudi možnost, če upravljavec lovišča ne bo mogel tega izvedeti, bo lahko za pomoč oziroma bo nastopil Zavod za gozdove Slovenije s svojimi poklicnimi lovci in bomo zadevo rešili. Kar se tiče pa tega večjega posega v populacijo, to zdaj medved ni več divjad in je pač niso lovne dobe, ampak mi ne glede na to, da izdajamo posamezne odločbe v teh nujnih primerih, pa vsako leto s tem ciljem, da populacijo držimo na nekem nivoju, tako kot so rekli strokovnjaki teh 800 osebkov na območju Republike Slovenije, izdamo tudi eno odločbo, s katero dovolimo večji poseg v populacijo. In še enkrat, nevladne oziroma tisti, ki izražajo pravni interes oziroma društva, ki imajo status društva z področja ohranjanja narave, imajo pravico sodelovati v teh postopkih in pač vložiti tožbo in to se nam je tudi letos zgodilo in ko bo sodišče odločilo, se bo zadeva naprej odvijala. Tukaj ni nič posebnega. Ne? Najlepša hvala obima, da ste bili naša gosta. Hvala. Hvala.